Zdaj je lažje reči, v redu, inflacija je zaradi ukrajinsko-ruske vojne, a ne? Se vidite, in ni energije in vsega, in iz Rusije ne smemo več uvažati. In pa rečemo ljudje, ja, v redu, pa res, a ne, sej, inflacija mora biti, a ne. Malo se kdo pa ne pogleda tega, ja, da je kar naenkrat dvakrat več valut v obtoku in da je to verjetno glavni razlog. Ali pa vsaj 95-90% je zaradi tega. Malo tudi vpliva vojna, sigurno, no, ampak to je kamenček, mislim, kapljica v morje v bistvu, proti temu, da podvojimo denar v pol leta. Seveda, točno tako, ja. V bistvu je skoraj direktna kraja srednjemu sloju, ker zdaj nekdo, ki res nima ničesar, tudi ne izgubi pol praktično. Če nimaš nič, ni inflacija problema, ne? Ampak v srednjemu sloju, ki je pa ravno toliko, da si težko jemlje neke hude kredite, ki bi lahko zdaj kar kupil novo hišo ali pa več novih hiš, ima nekaj prihrankov na banki, a ne, tukaj pa največ škode narejene. In na podlagi v bistvu srednjega sloja se financira večino držav in vsega, ne, ker oni dobijo ta pocen kapital prvi, ga ustavijo v ekonomijo in nato pa rata inflacija. Pri najbolj revnih je pa problem to, da se pač na cenah pol vidi, ampak to je res zamikom 2 leti, ampak je pa tudi že prej razvrednotenje tega denarja, ker nekdo, ki prvi dostopa do njega, ga lahko porabi prvi še po prejšnjih cenah, s tem pa skozi zvišuje cene. Hotel sem pa to povedati, da je to tudi davek, in v bistvu največji davek. Da če bi se v bistvu to hotel skriti, pa izničiti, bi mogli pa pojeti davke dati krat 3, ali pa vse bi bilo višje od 50% davek. In pa bi se pa ljudje rekli, okej, to pa ne, država nam ne omogoča to, v redu, saj imamo zdravstvo, imamo ceste, imamo pač te stvari, ampak to ni toliko vreda, ne bomo mi zdaj 80-90% svojega premoženja dajali državi, a ne. In zato pride v bistvu ta inflacija, ker je to v bistvu neviden davek, ampak je to ful več, kot si sploh predstavljamo, ne? In pač res bi bilo smiselno, da se vsak izobraz in vidi, koliko se v bistvu z inflacijo pobere, ker to so neverjetne količine denarja, ne? Več kot pa te davki, ki jih v bistvu mi plačujemo. In če bi to res vsi razumeli, pa bi imeli mi hude proteste, ne? Ker to je ena največjih bolečin, pa pač največjih kraj ali pa iluzij, kamar si kdo misli, ne? Ker si predstavljamo, da ta denar nekaj dejansko je, kar ga imamo. Z mano je tokrat Mark Andoljšek. Mark, lep pozdrav. Pozdrav, hvala. Mark, ti si lastnik in avtor na finance101.si oziroma finance101.si. In razlog, da sem te povabil tokrat v ta video, je bil tvoj ta zadnji članek, ki pravi, zakaj vlada ne želi, da bi razumeli denar. No, in ta tema se mi je zdela res tako ful dobra. Videl sem tudi, da sva večinoma podobnih mnenj in jaz sem tudi že imel večkrat tako v planu sestaviti en tak video. In ko sem opazil ta članek, sem rekel, okej, te kontaktiram, če bi bil da bi mi dva skupaj kaj ustvarila, in tako, zdaj sva tukaj. Zdaj smo tukaj. Tako, najlepša hvala za povabilo. Malenkost. Problem, ki ga jaz tukaj vidim, ne? Kriptosvet je marsikomu odprl tako vrata v investiranje. In problem se pojavi tukaj, ko ljudje ne vejo niti osnov, kar se tiče ekonomije, investiranja, denarja in podobnega, ne? Naprimer, že če koga vprašaš, kaj je denar, ti marsikdo sploh ne bo vedel povedati, kaj to je, ne? Tako da, če bi, naprimer, začela kar s tem osnovnim vprašanjem, kaj je denar? Lahko je, najboljš tako. Ja, zanimivo je, kako smo prišli nekako do tega, ko zdaj pomislimo na denar, takoj pomislimo na nek listek, ki ga imamo denarnic, ki je gor ena slikca nekega pomembnega zgodovinskega človeka, ki je ponavadi že mrtev. Tako je, In ja, to je pač, kar pomislimo, denar, a ne. Nikoli se pa ne vprašamo, kaj je res denar, kaj so, ne vem, neke lastnosti denarja, osnovne funkcije in take stvari, a ne, ker
denar ima le že neko daljšo zgodovino, obstaja že več tisoč let. Tako da, kako smo prišli res do tega, da je zdaj to prvo, kar pomislimo. Včasih so bile pa to res neke školjke, sol, pač veliko tudi živina in take stvari. In so ljudje tudi, ne vem, tradali eno zadevo za drugo, dokler si pa niso mislili kakšnih školjk, lepih kamenčkov, ki so rekli, okej, so se neka cela skupnost domenila, da je to nekaj, ki priznajo vrednost in s tem, da lahko posredujejo, da ni bilo vedno treba eno surovino za drugo menjati. Tako da dolga pot je pač iz tega bila. Kaj tudi ti kaj misliš o tem? Ja, vsekakor precej dolga pot in denar je tukaj predvsem tudi olajšal izmenjavo med ljudmi. Naprimer, eno kravo je bilo malo težje tako zamenjati za žito, ali tako, recimo. Zdaj, če so nekako to poskušali oceniti s školjkicami, so potem ocenili, ok, krava je vredna toliko školjkic, žito je vredno toliko, in potem je lažje tudi prišlo do izmenjave. Zdaj, tukaj je bil tudi problem, ena krava je lahko bila vredna ne vem koliko žita. Tako da lahko si je nekdo želel kravo, pa ni imel toliko žita, da bi, ali pa obratno, no. Ja, vedno je tako, ko imaš nečesa veliko, ti je manj vredno, in vsak je bil tudi takrat skoncentriran, ne vem, nekdo je prideloval žito, je imel ogromno žita in ga je zato menil za druge stvari. Tako, Ker je bil njemu žito v bistvu nič vredno, Za nekoga je pa predstavljalo neko vrednost, ta drug je imel pa recimo ogromno nekih krav ali pa česarkoli in so to menjali, Pol pa še zmeraj je težko zamenjati, ne vem, za eno kravo, ki ima veliko večjo vrednost kot žito, in toliko žita zamenjati za to kravo, in je pač mogel nekaj biti, nek ta posrednik prijeti. In se pravi, tako so bili lepi kamenčki, pa pol so v bistvu tudi hitro prišli, mislim hitro, dolgo je trajalo, ampak pol je pač bil prva stvar tudi zlato pa srebro, že, ne vem, nekih 5000 let nazaj, v času Egipčanov so že začeli uporabljati zlato pa srebro kot posrednika pri tem. No, pa bi pa lahko šla kar počasi tudi do to, kaj je sploh res denar, v bistvu, kaj so neke osnovne funkcije v bistvu denarja, To se mogoče ne vprašamo dostikrat, Pomemben je recimo, da je hranilec vrednosti, da ima v bistvu skozi neko vrednost, skozi čas, da jaz vem, če danes dobim denar, da grem lahko čez en teden s tem denarjem in nekaj dobim, To je ena res osnovnih in najpomembnejših zadev, pa tudi, da je merljiv, zato imamo zdaj recimo številke na bankovcih, da točno vemo, koliko nekaj predstavlja neko vrednost, pa da je priznan, se pravi, zdaj trenutno država, včasih so bile to skupnosti, vsaka vas imela lahko drugačen denar, pa kot tej vasi ali skupnosti je bilo priznan, da recimo mi menjamo to školjkami in neka školjka je imela neko vrednost. V bistvu je pol tudi zelo dobro, da je deljiv, sicer to je že nekako lastnost denarja, na manjše delce, ki je deljiv, boljše je, potem, da je redek, mora biti, ker če ni redek, se lahko noter pač veliko vstavi v ekonomijo tega denarja, kar je pa, bomo tudi kasneje prišli, verjetno bo prišlo do inflacije. Ja, ni več hranilec vrednosti, Ja, in pač to se je skozi bil problem, ne vem, tudi ko so bile školjke, ne vem, so eni to poštudirali in so šli, ne vem, ker recimo, da so bili daleč od morja, so bile te školjke lahko neke vrednosti imele, Če so šli eni pol, ne vem, da so bili bližje morja, so lažje s temi školjkami trgovali, ker so jih imeli veliko več, in je takoj prišlo do zloma v bistvu njihove ekonomije, ker je bilo kar naenkrat preveč školjk in niso bile več nič vredne. Prej so jih pa oni blazno cenili, Pol pa v bistvu še zadnja taka res pomembna stvar je pa, da je transportabilen, da je tako časovno kot krajevno, da mi lahko pa, ne vem, jaz lahko z denarjem plačam in gre, pač kamorkoli na svet, zdaj tudi dobro, ker imamo digitalno in vse, lahko v Avstralijo plačam, v roku kaj, enega, 2 dneh, približno na bankah odvisno, ampak gre,
Ja. Pa tako kot smo rekli, ja, da je težko proizveden oziroma da ne more biti ali pa ponaredljiv. Ne. Ja, sej da je težko proizveden, to nekako poskušajo z bankovci, ne? Da se jih ne da kopirati in to, ampak vseeno nekako to nima pomena, zaradi tega, ker ni vezan na nek element, ki je redek. Ne? Kot naprimer, prej je bil denar vezan na zlato, zdaj pa to ni Tako je. več. Ne? Zdaj ga nekako drži po konci, kako bi se dalo temu reči, naša vira. Ne? Naprimer, jaz dam tebi €1 in ti verjameš, da boš s tem evrom lahko nekaj kupil. Ne? V bistvu je bilo, ja, mislim, vedno je bilo neke te, skozi zgodovino, vedno ta vera v denar, pač mora biti drugače, nima, kako so rekla, vrednosti. Seveda, ja. Itak. Samo more pa biti z nečem krit, če hočemo, da obstoji. Ker, ne vem, zdaj res 50 let, da je od 72 ali 73 leta, zdaj ne vem točen, ko je bil dolar prej še krit z zlatom, ni več, niti malo. Prej je bilo skoraj ena prodajna, pol skozi manj, so zmanjševali v bistvu to, koliko je krit z zlatom. Od takrat naprej pa res samo še na veri sloni. In če gledamo zgodovino v bistvu denarja, je bilo, ne vem, več tisoč nekih valut in še nobena ni obstala, razen te, ki imamo trenutno. Ampak skozi zgodovino smo videli ogromno valut in pač 100% failure rate imajo. Ja. Žal tako je in takoj, ko ni več vezan na nič, pride do inflacije in počasnega propada te valute. Tako je, ja. Tako je, ja. Ja, ta prva tale fiat valuta je bila na Kitajskem, če se prav spomnim. Oni so imeli ta prvo tam nekje okoli 10. stoletja, se mi zdi, je bila takrat. Ja, ta je tudi pač propadla, ne, seveda. Kaj itak vse propadejo. Tako da, ja, Se tudi dolar, ko rečejo, da je pač, ne vem, zdaj ali že, mislim, da dolar je takrat, ne vem, centralna banka je 1913 nastala, ampak dolar je bil že prej. Ampak marsikdo bolj tudi reče, da so obdobja dolarjev, ko so bili različno krite, da tam do 1913 je bil nek dolar, pa je bil 1913 do 1932, se mi zdi, spet drug, pa pol do druge svetovne vojne, po drugi svetovni vojni in pač od 1972 naprej je zdaj spet ta novejši dolar, ki pa v bistvu dela na kredit oziroma, ja, z nečem baziran, oziroma z dolgom. Ampak denar ni isto kot valuta. Kaj je potem valuta? Tako, v bistvu valuta so, trenutno imamo več valut. V Evropi uporabljamo evro, v Ameriki dolar, pol je jen in tako naprej. Te so večje valute. In to trenutno tudi je denar. Ni pa nujno, da to bo v prihodnosti denar. Ima neke lastnosti denarja, je pa recimo ena slabost tega, da ni hranilec vrednosti, saj ni dober hranilec vrednosti. Zato, ker v bistvu ni omejen. Ni več, tako kot smo omenili, krit z zlatom, je krit z vero, v denar, pa v centralne banke, države in cel sistem, ki ga imamo trenutno, ni pa res krit z ničemer in se ga da neomejeno naprintati, oziroma trenutno ga tudi več printati ni treba, se ga v bistvu samo natipka v obstoj, pa počasi da v ekonomijo. To je druga stran tega dvoreznega meča digitalizacije denarja. Ne? Na nek način je dobro, ker je ratal bolj transportabilen in vse, ker lahko nakažeš, ne vem, v Ameriko iz danes na jutri. Ne? Po drugi strani pa je bolj ranljiv za take določene manipulacije, ne? Predvsem iz strani države oziroma pač unih, ki te rezerve pač kontrolirajo. Ne? Ja, naslednji korak naj bi bil digitalen evro, pa digitalen jen in dolar, kar je pa v bistvu pol še večji nadzor nad vsem. Ker nekaj bi se dal tudi tako, pol, to je v bistvu čisto programirano in se lahko odločijo v redu.
Mark, ti si, ne vem, kršil to pa to in zdaj ne moreš več uporabljati denarja, a ne. To je v bistvu kot banejo iz denarja. Ali pa rečejo, lahko ga uporabljaš, ampak samo v tem radiusu 5 kilometrov od svojega doma ali pa kaj takega, a ne. In lahko zelo hitro omejijo svobodo. Pa vse vidijo, kje mi vedno trošimo, kdaj vse, mi za njih pa ne, a ne. Ker je pa tudi neka ta razlika med kriptovalutom, recimo kot je Bitcoin, ali pa nekim centraliziranim sistemom, kot bi bil v bistvu ta digitalen, oziroma bo, ne, bi bil, ker je že v nastajanju. Na Kitajskem mislim, da ga tudi že uporabljajo. Naj bi ga, ja. Nisem prepričan, ampak naj bi ga, ja. Nekaj sem bral, se to tudi zdajle, nisem čisto preveč prepričan, da je 100% že res, ampak mislim, da že letos so imeli ali teste, ali da ga delno uporabljajo. Ne vem čisto točno, sem pa nekaj bral v tej smeri. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu kateregakoli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal. Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, zdaj pa naprej na video. Obdelala sva zdaj denar, tudi valute. Zdaj, zakaj je tako zelo pomembno, da je denar, ki ga imamo, hranilec vrednosti? Ja, predvsem zato, da ima neko vrednost, ne? Ker zdaj, tako kot sva rekla, ko mi daš ti evro, jaz moram vedeti, da je to nekaj vreden. In tudi je, ko grem jaz, če ga grem dan zapraviti, bom v bistvu zelo malo izgubil na tem denarju ali pa kakorkoli. Ampak če pa jaz ta €1 imam pri sebi, ne vem, na mizi 10 let, je po tem času ta €1 ogromen izgubil, ne. V bistvu, če jaz danes lahko kupam kruh s temu, čez 10 let skoraj sigurno ne bom mogel kupiti več kruha. Verjetno bom lahko samo še četrtino ali pa osmino kruha, ne. Ker recimo, če gledamo zadnjih 100 let, se je skoraj 1% vrednosti, ne. Danes je skoraj 1 cent isto kot €1 100 let nazaj, ne. Tako da denar v bistvu izgublja vrednost. Država lahko praktično čez noč podvoji, koliko denarja je v obtoku, ob tem pa je treba vedeti, da je še vedno isto število storitev, produktov, hiš, avtov, lesa in ostalih zadev v tej državi, ne. To ne pomeni, da je država kar čez noč postala še enkrat bogatejša. In ravno to je zelo pomembno, da ločimo med tem, kaj je v bistvu neka cena, pa kaj je vrednost, ne. Vrednost je cela ekonomija in produkti in storitve in avti, tega ne moremo čez noč podvojiti, ne. Denar pa lahko, oziroma valuta, da smo bolj natančni, ne. Počasi zdaj, ko smo objasnili, mora tudi sama začeti ločevati valuta pa denar. Ja. Po pogovoru noter, da prav naslavljava. Zdaj, tukaj to je tudi osnovno pravilo trga oziroma ekonomije, ne. Več kot je denarja, več ljudi si lahko nekaj privošči in potem logično grejo tudi cene bolj gor, ne. Ja, v bistvu ja, vedno tako gledamo, da grejo cene gor,
in to je inflacija. Ampak inflacija je v bistvu to, ko se ustvari ta denar. Ker takoj, ko je zdaj več denarja, je ta denar izgubil na vrednosti. Se pravi, ni več isto. Razvrednotuje vse prihranke, recimo, ali pa ves denar, ki ga mi imamo, če se ga podvoji, recimo, čez noč, je pol manj vreden, ta Tako, naš ja. denar. Ne takoj, ker to seveda traja, da se pol to projicira noter v sistem, ampak ja, čez čas, tako pravim dostikrat, da je ekonomija kot nek dizel motor, malo zamika tega v bistvu. Ponavadi 2 leti. Ja. Ampak ni kot električni motorji, da tako je, ko pohodimo v bistvu na plin, takoj gre, je tako vedno zamikom. In zato če se razume ekonomijo in vse to, o čemer danes govoriva, se da v bistvu ful dobro izkoristiti in narediti lepe donose, recimo čistko, ne z dnevnim tradanjem, ampak lepo ciklično, da se ve, kdaj je boljš imeti, ne vem, v delnicah, kdaj je boljš imeti v kakšnih surovinah in tako naprej. Ampak ja, hotel sem samo izpostaviti, da je pomembno, da vemo to, da ni, da grejo cene gor nujno inflacija, ampak da je inflacija v bistvu to, da se v obtoku poveča število valut in s tem razvrednoti denar in posledično grejo v bistvu cene gor, ker se v bistvu samo izenačujejo s tem, koliko je denarja v obtoku. Ja, seveda, ja. Tako je, ja. To bi lahko kdo, ne vem, lahko hitro narobe razumel, da je višanje cen, inflacija in tako naprej. Ker načeloma centralne banke morajo ohranjati nizko inflacijo, da mi ohranjamo zaupanje v njih. Ker če je skozi visoka inflacija, so ljudje nezadovoljni, tudi ekonomija seveda posledično dela precej slabš. In pol se začnemo ukvarjati z vprašanji, kaj je centralna banka in take stvari, kar pa mogoče jim ni v interesu, ker hočejo, da imajo visoko stopnjo zaupanja in v dobrih časih jo imajo. Ko so pa slabi časi, se pa pol ljudje majčkeno izobrazijo in tako naprej. Mogoče je dobro tudi omeniti, zakaj v bistvu je sploh inflacija ali pa zakaj so razlogi, ker zdaj tako, kar midva govoriva, je zelo negativna inflacija. Ja. Neke pozitivne stvari, ki naj bi bile, so, da stimulira ekonomijo, pa omogoča nizko brezposelnost. Čeprav jaz sem ful zagovornik tega, da se to lahko tudi na drugačen način. V bistvu Ja, vsekakor, ja. Tako da tukaj smo zelo biased. Nisva Keynesian ekonomista. Ja, itak, ja. Omenil si to keynesijansko ekonomijo, ne? Tukaj je keynesijanska ekonomija, on je, če se prav spomnim, svetoval, da ker ekonomija deluje po ciklih, ne, in ko pride do krize, da naj bi država vskočila, da bi nekako upočasnila padec trgov, ne. Zdaj, tukaj je eno dejstvo, ne, da je država tudi slab gospodar, ne. In ja, ne vem, no, se lahko rečemo, da je. Ja. Zato so mogoče dali centralne banke. Ja. Posebej. Čeprav tudi centralne banke, rešujejo zadevo, ampak še vedno so nekako pod pritiski države. Čeprav razumem. Ja. Seveda so, v bistvu, mislim, to je vse povezano, ampak zdaj kdo vodi, to se pa lahko zdaj sprašujemo, ali so centralne banke nad državami, ali so državne banke nad centralnimi bankami in vse take stvari. To so neka vprašanja, o katerih se tudi da veliko razglabljati. Ampak dejstvo pa je, da države si nekako zagotavljajo cel svoj proračun, za vsako kampanjo posebej, ali pa, ko neka vlada pride, dobi nek proračun, in vse to si od centralnih bank v bistvu izposojajo. In ta tudi, ki imajo, ne vem, v Ameriki se tega sploh veliko sliši, da je ta strop v bistvu, ne vem, ceiling, do kam lahko spendajo in to se skozi povečuje. Praktično vsak let ali pa na 2 leti dvignejo spet, do kam gre lahko to. In
tle v bistvu centralne banke pridejo zraven, pa v bistvu z interest rate, obrestnimi merami, no. Tako tudi dajo in državi, pa pol tudi te poslovna posojila oziroma za nas navadne ljudi. Ja, sej tle lih pol vidim jaz ta problem, ne, te ekonomije, zaradi tega, ker država je pač slab gospodar, nima denarja ali ga zapravi, ne, vse vemo, kako to gre, tudi če pogledamo tle Slovenijo. In potem, kakšna je rešitev, ja, bomo pač naprintali denar, ne. In potem prihaja tako pač do inflacije, ne. Tudi zdaj, na primer, ker je prišlo do krize, če se prav spomnimo, tam v letu 2008 in takrat so nekako rešili to s printanjem denarja, ne. In fora zdaj je, da se niso ustavili vse od takrat. Vse probleme od takrat naprej rešuje na ta način. Ja. Tako je, ja. In zato imamo tudi na nek način zdaj tako inflacijo, ni zaradi, naprimer, kot nekateri pravijo, od Rusije in Ukrajine, pa ne vem še, kateri vsi dogodki so bili, ne. Te novice so večinoma bolj pospeševalci, ne. Drugače ozadje je bilo vedno tam nekje, pač, da je prišlo do tega, ne. Se je vedno bolj nabiralo, ne. Tako, v bistvu tudi leta 2020, ne, če gledamo Ameriko, je korona krizo reševala na ta način, spet s printanjem denarja, pa ne samo Amerika, vse centralne banke so na ta način. Sam recimo za njihov primer zdaj vem konkretno, da je šlo praktično iz 4,5 trilijone na 9 trilijonov v, ne vem, pol leta, recimo, ne, se je denar podvojil. Valute. Ja, valute, ja, točno. Tako, se je podvojil in tudi smo šli mi na kar lep način, recimo, skozi to, glede na to, da je gospodarstvo nekako stalo, ne, da ni bilo transporta iz Kitajske in vsega, ne. Mi smo pa še zmeraj imeli vse stvari dobre, sem pa kakšne surovine malo zmanjkovalo, pa iz Kitajske stvari smo čakali kar naenkrat ne več 14 dni, ampak več mesecev, pa so bili pa tudi problemi z zalogom in industrijo in vsemu, ampak relativno dobro, glede na to, da so gospodarstva stala, ne. Tako da takrat se je praktično že vedelo, da bo do inflacije prišlo, ne, in je bilo to leta 2020, takrat še ni bilo ukrajinsko-ruske vojne, ne. Tako da je bilo samo vprašanje časa, v bistvu, kdaj se bo inflacija zgodila, ne. Pol je pa v bistvu, ja, tudi ta vojna prišla v pravem času, zdaj ne vem, lahko pa spet debatiramo, če smo jo mogoče majčkeno umetno ustvarjali tudi, ne, ko bi rekel, da je bil Zahod majčkeno umešan v to, vseeno, če zdaj ne gremo preveč v te debate, ampak ja, zdaj je lažje reči, v redu, inflacija je zaradi ukrajinsko-ruske vojne, ne. Se vidite, in ni energije in vsega in iz Rusije ne smemo več uvažati, in pa rečemo ljudje, ja, v redu, pa res, ne, saj inflacija mora biti, ne. Marsikdo pa ne pogleda tega, da je kar naenkrat 2-krat več valut v obtoku in da je to verjetno glavni razlog, ali pa vsaj 95-90% je zaradi tega. Malo tudi vpliva vojna, sigurno, ampak to je kamenček, mislim, kapljica v morje v bistvu, proti temu, da podvojimo denar v pol leta. Seveda, točno tako, ja. Pol je pa tudi problem, ja, do koga prvega pride, ne, ta denar. Ni prišel, razen tistih, ne vem, 200 evrov, več, ko so bili neki vavčerji, pa boni, pa take stvari med korono, ni prišel do navadnih ljudi, teh, ne vem, 4,5 trilijone dolarjev, recimo, ne. Tako da pol v bistvu do tistih, ki prvi pride, oni v bistvu, takrat so bili tudi v bistvu vse te obrestne mere praktično na nuli in v Ameriki in v Evropi, praktično po celem svetu nižjih ni bilo. Že v zadnjih 10-20 let so bile skozi te obrestne mere zelo nizke, denar poceni za posojila, ampak ne, recimo posojila ne more ne vem, reven človek nima nekih assetsov,
ali pa ne vem, dobro, hiš, česarkoli, da si lahko ta kredit vzame. Nekdo, ki ima pa veliko denarja, pa lahko z vzvodom vzame ogromno nekega kredita in s tem dobi pocen denar, ga zapravi za nove, ne vem, hiše, karkoli. In sistem ustvarja bogastvo, ker je do njega prišel najprej ta denar, ki je bil praktično pol leta vmes ustvarjen ali natipkan ali sprintan, kakorkoli hočemo reči. In zato gre v bistvu neproporcionalno ta denar. Da v bistvu je skoraj direktna kraja srednjemu sloju, ker zdaj nekdo, ki res nima ničesar, tudi ne izgubi pol praktično. Če nimaš nič, ni inflacija problema. Ja, Ampak v srednjem sloju, ki je pa ravno to, da se težko jemlje neke hude kredite, ki bi lahko zdaj kar kupil novo hišo ali pa več novih hiš, ima nekaj prihrankov na banki, tukaj pa največ škode narejene. In na podlagi v bistvu srednjega sloja se financira večino držav in vsega, ker oni dobijo ta pocen kapital prvi, ga ustavijo v ekonomijo in na to pa rata inflacija. Pri najbolj revnih je pa problem to, da se pač na cenah pol vidi, ampak to je res zamikom 2 leti, ampak je pa tudi že prej razvrednotenje tega denarja, ker nekdo, ki prvi dostopa do njega, ga lahko porabi prvi še po prejšnjih cenah, s tem pa skozi zvišuje cene. To je recimo dober primer prej, če se čisto vrnemo na začetek školjke. Če je nekdo šel v morje, pa je si nabral ogromen teh školjk, je imel kar naenkrat ogromen denarja oziroma valut, jih je prinesel v vas in je pač on takrat pokupil, ne vem, pol vasi s tistim denarjem in pol pa ni bilo več vreden denar, samo on je pa ratal bogat. Tako da je pomemben, do koga v bistvu pride ta denar, ki se ustvari. Ja, v bistvu ta prvi, ki dobi, najbolj pokasira, kar se tiče vrednosti denarja. Največ pridobi na vrednosti. Ja, pa je to tako. Nekaj mi državi dajemo skozi davke, pač imamo davek na vse zadeve, tudi na nepremičnine pa tako, ampak tudi inflacija, zdaj, če jo že nekako razumemo prav, je v bistvu tudi davek. Sam je neviden davek. Ni direkten davek. Recimo tisti vemo, davek je tok pa tok. Davek za te stvari točen v procentih za vsako stvar določen. V bistvu inflacija pa ni. Rečemo, da je tam ciljajo nekje 2%. Tudi merilci se lahko spet poglobimo. Sem tudi en članek, mislim, da dosti v redu napisal, si lahko kdo tam še malo več prebere o tem, ampak ja, inflacijo merimo skozi 50 let, skozi drugače, skozi se malo spreminja in omejuje. Tudi recimo lanka naj bi bilo 10%, je zelo omejen, na kaj oni merijo teh 10%. Ni to na povprečno košarico za res vsakega človeka, kar rabimo, ne vem, noter ni recimo najemnin, se mi zdi, vsaj ne čisto pravilno uvrednotenih. Tako da, ja, več kot 10% je bilo lani inflacije, hotel sem pa to povedati, da je to tudi davek, in v bistvu največji davek. Da če bi se v bistvu to hotel skriti, pa izničiti, bi mogli pa pojeti davke dati krat 3, ali pa vse bi bilo višje od 50% davek. In pa bi se pa ljudje rekli, ok, to pa ne, država nam ne omogoča to, v redu, saj imamo zdravstvo, imamo ceste, imamo pač te stvari, ampak to ni toliko vreden, ne bomo mi zdaj 80-90% svojega premoženja dajali državi. In zato pride v bistvu ta inflacija, ker je to v bistvu neviden davek, ampak je to ful več, kot si sploh predstavljamo. In pač res bi bilo smiselno, da se vsak izobrazi in vidi, koliko se v bistvu z inflacijo pobere, ker to so neverjetne količine denarja, več kot pa te davki, ki jih v bistvu mi plačujemo, bruto, neto, vse davke preseže inflacija. Ja, ker marsikdo si na primer misli, ok, če imam denar, na primer pod košinom, kot pravimo pri nas, da je pač na varnem, pa ni. Zaradi tega, ker tudi na ta denar se, kot si ti rekel, se plačuje davek. V bistvu mu kradejo vrednost. Na ta način prek inflacije. Ja, pa tudi, kad vas denar, ki se ustvari, saj banke nimajo
to ni tako, da je nek sejf v zadju, pa če grem jaz po 50.000, mi oni iz tega sejfa dajo 50.000, a ne. Oni z denarjem, ki ga imamo mi tam, upravljajo, pa tradejo, tako da oni nimajo praktično nič denarja v svojemu sejfu. Ko Točno pa jaz tako, ja. pridem po kredit, mi pa v bistvu ustvarijo ta denar. To je v tistem momentu, tako se denar ustvarja. Jaz dobim 50.000 iz nič. Mislim, direkt iz centralne banke, iz tega balance sheeta, a ne, pa še v bistvu plačujem več, a ne. Pa imam pa še davek na ta denar, ki so ga lih oni iz nič ustvarjali, a ne. Ja, In samo na ta način lahko moderne države delujejo, a ne. Pa ta sistem, ki ga trenutno imamo, a ne, ampak je pa res nepošteno. Ja, zato tudi imajo banke, če je mogoče kdo opazil, mislim, jaz sem, ne, ki imajo listke nalepljene gor, da če hočeš dvigniti kakšno večjo količino, moraš javiti ne vem koliko časa prej, ne, in to ni zaradi neke varnosti in to, kot si marsikdo misli, to je zato, ker banke tega denarja dejansko nimajo te gotovine tam pri sebi. Marsikdo si misli, da z banka imajo sefe polnih denarja in ne vem kaj še vse, ne? Ampak tega ni, oziroma vsaj ni več, ne? Zaradi tega, ker zdaj je denar digitalen. Ne? Tako, ja. Tako. Ni v bistvu nič denarja, mislim, zelo malo imajo krit, pač glih toliko, da lahko vsak dan poslujejo, pa tako, še to je ja omejen, po koliko denarja lahko prideš. Pa mislim, da je tudi to precej že padalo. Se ne vem, ali več kot 2.000 treba najaviti, ali ne vem, ni zdaj Ja, odvisen od banke, sigurno. Ja, odvisno od banke, ja. Zdaj, tukaj je tudi lahko zelo velik problem kakšnega bankrana, oziroma ne vem, kako bi se dalo to v slovenščini prevesti, sploh ne vem, če obstaja kakšen slovenski. Naval na banke. Naval na banke, ja. In to je, če bi, ne vem, kar naenkrat ljudje vsi navalili na banke, jaz hočem gotovino, ne? Banke pa te gotovine nimajo, ne? In tukaj bi bil lahko kar en velik problem, ne vem, če pride kje do kakšne katastrofe ali pa kaj, pa ne vem, karikiram, gre elektrika, bankomati ne delajo in podobno, ne. Ja, ali pa tudi že samo zaupanje, ne, da se zmanjša. Ja, že samo zaupanje tudi, da se zmanjša, ja. To je tudi že dovolj dober razlog, ne, da ta vera pade. Ja, pa se pravi, ta vera je zelo pomembna, ja. Dokler je v redu, ko enkrat ne bo problem. In tako bom rekel, ja, z Bitcoinom in z vsemi temi stvarmi se pač ljudje tudi finančno izobražujejo več in skozi več je ljudi, ki vejo, pa vsaj približno razumejo, kako v bistvu bančen sistem dela, sistem centralnih bank, države, kako denar nastaja in taka vprašanja, ki so v bistvu res bistvena, ki se prej ni noben spraševal, tudi cel internet, vse pač pomaga res. Od 2008 grejo stvari počasi, ne, naprej, no, skozi več ljudi razume stvari, pa tudi če se ne ukvarja, ne vem, poklicno, ne vem, s financami, ekonomijo, s čemurkoli, ne. Ja, sej tako je tudi prav, zaradi tega, ker naše šole in naš sistem v bistvu nič ne prispeva k temu, k temu ekonomskemu izobraževanju ljudi, ne. Ja, se glede na to, kar so povedala tudi prej, in vse te inflacije, je skoraj logično, zakaj nočejo, da se poglabljamo v te zadeve, zakaj, ja, ni toliko težko pa razumeti, ne, ker v bistvu bi cela ta vera propadla v denar, oziroma valute, in pol bi bil velik problem, ja, ker veliko večji kot recimo med korono, bi rekel, ne, ker smo, ne vem, takrat se je ogromno protestirali in vsega. Če bi res vsi ljudje razumeli točno v bistvu, kako deluje denar, kako nastaja denar in kako v bistvu države oziroma elita, ali kakorkoli hočemo imenovati, ljudje, ki razumejo, kako to poteka, izkoriščajo v bistvu to, navadne ljudi in ja, kot sem rekel, večina denarja, 80-90% gre sigurno v države, centralne banke in tako naprej, se prek tega zgublja. In če bi to res vsi razumeli, pa bi imeli mi hude proteste,
Ker Točno to tako, je ja. ena največjih bolečin, pa pač največjih kraj ali pa iluzij, kar marsikdo misli. Ja, Ker si predstavljamo, da ta denar neki dejansko je, kar ga imamo. Mislim pač, ja, valute, bankovci. valuta, ja, pa v bistvu ni vredno nič, vredno je pač toliko, kot mi dva verjameva, da bo nekaj Ja, ostalo je kupila, pač papir, nima Tako. nobene funkcije in to je to. Tako, ja. Tako, ja. In do izkoriščanja ljudi pride tako, da obe dva slediva temu Majku Maloniju, in on ima tole serijo svojih videov oziroma dokumentarcev, ki so ful dobri in bi jih tudi vsakemu priporočal, da si jih pogleda. Kako so že skrite skrivnosti denarja v slovenščino prevedeno. Mislim, da so Money Secrets tam, če bojo na YouTubeu pogledali. Hidden Secrets of Money. Ja. Hidden Secrets of Money. Tako, ja. In ta prvi stavek v ta prvi epizodi je takoj tvoj ta pravi denar je, oziroma ne, kako že reče, ta pravi denar je tvoj čas in tvoja energija. Ja, to je zanimivo, kaj sem rad rekel to, da pač res 1 ura dela, karkoli, 40 let nazaj ali pa 100 let nazaj, pa danes je pač 1 ura dela in naše energije. In je enako vredna skozi čas, ampak je pa danes blazno več plačana kot takrat. Kar v bistvu pol ni fair, ker če hrani 1 uro svojega dela na banki iz leta 1920, je tista 1 ura praktično nič vredna danes, kar se načeloma ne bi smelo dogajati. Pa tudi s celo tehnologijo, če mi logično probamo razmišljati, bi bil precej bolj logičen, da se vse ceni, ker mi tehnologija napreduje. V zadnjih 100 let smo prišli na čist drug nivo, ker smo bili 100 let nazaj. Hišo, karkoli je lažje postaviti danes, avto je lažje izdelati, neko banano je lažje uvoziti v Slovenijo, in bi mogla biti cena hiše, banane, česarkoli v bistvu manj, ker jo je lažje postaviti, ker je vsega v izobilju in smo pač tehnološko toliko napredovali, da so zadeve cenejše, tako, mislim, lažje. In bi mogli biti vse skozi cenejše skozi zgodovino, ne pa dražje. Ta dražji je res pač zaradi tega, ker naš denar, oziroma ni najboljši denar, so pač to te valute, ki izgubljajo vrednost, ker izgubljajo vrednost tem, da jih je skozi več, in to je pol problem, in velik problem, ki ga pač občutimo vsi, in zato pač varčevanje je nekaj najslabšega, kar lahko delamo, če hočemo neko finančno svobodo ali pa karkoli. Tako in tudi če razmislimo, recimo, zakaj je tako zelo pomembno, da je denar hranilec vrednosti. In če povežemo s to našo energijo in našim časom, mi ta čas in energijo, ki jih porabimo, ne dobimo več nazaj. Primer, zdaj je šla sekunda mimo, jaz je ne bom več dobil nazaj. Tudi energije, ki jo imam zdaj, je ne bom več dobil nazaj. Ko sem bil prej mlajši, sem imel dosti več energije, sem jo zapravljal na vse možne predele, jaz te energije ne bom več dobil nazaj. Tako da... In če si jo privrčeval v obliki valut na bančnem računu s to energijo, si je vmes izgubila vsaj polovico vrednosti ali kakorkoli. Sploh ob taki inflaciji, recimo, kot je zdaj. Sploh ne rabimo veliko, je 3 leta lahko, pa je pol manj vreden. Če vam je všeč ta vsebina, naj vam povem, da na Patreonu še pogosteje objavljam. Tam lahko že za 5 € na mesec spremljate moj dnevnik tehničnih analiz, kjer spremljamo ne samo kripto, ampak tudi delniški trg, nazadnje smo tudi nafto, zlato in srebro. Potem je še višja stopnja, ta je za 10 € na mesec, no pri tej si lahko predčasno ogledate posebne videe, kot so na primer tutoriali. Te si lahko predčasno ogledate kar 2 tedna pred ostalimi na YouTubu in brez reklam. In zdaj sem še dodal video dnevnik tehničnih analiz. To so videi, kjer bomo spremljali kriptotrg in delniški trg in tudi ostale trge v manjših časovnih intervalih.
Tukaj boste točno videli, kaj jaz gledam in spremljam. Denar, ki ga dobim preko Patreona, vlagam naprej v video vsebine, predvsem v njihovo kvaliteto. Recimo za tutoriale sem kupil prav oblikovan slideshow, ker jaz nisem lih neki dober oblikovalec. Kupiti je treba razne movie klipe, glasbo, slike in potem seveda ostaja še vlaganje v opremo, da bodo videi čim bolj kvalitetni. Tisti, ki že poznate ta kanal, po mojem, da vidite, da res kar delam na kvaliteti, tako da hvala vam, hvala vsem patronom. Zdaj je Patreon še nadgradil svoj sistem plačevanja, tako da ni več plačevanja na vsakega prvega v mesecu. Ker prej je bilo kar smotano, recimo, če ste se naročili nekje na koncu meseca, ste morali plačati takrat in potem še na prvega v naslednjem mesecu. No, zdaj tega ni več tako. Če se odločite postati patron nekje na koncu meseca, recimo 30., potem boste naslednjič plačali tudi 30. v naslednjem mesecu. Če želite, pa lahko tudi brezplačno pomagate temu kanalu. Lahko všečkate ta video, komentirate spodaj, delite s svojimi prijatelji in se naročite na ta kanal. Vse to zelo pomaga temu kanalu preko YouTubovega algoritma. No in potem tukaj vstopi Bitcoin. Kakšno rešitev na vse to, kar sva zdaj govorila, predstavlja Bitcoin? Ja, prva je sigurno to, da je omejen, da ne moramo ga kar ustvarjati v nedogled, pa skozi malo več. Jih je pač 21 milijonov, več jih ne bo in to je to, a ne. Oziroma tudi 21 milijonov jih ne bo, ker jih je kar nekaj izgubljenih bilo v teh prvih letih, a ne. Tako da je v bistvu, če smo malo filozofski, bi lahko rekel, edina omejena zadeva v vesolju, lahko rečemo. Ker pač zlato, nekaj ga je pač še zmer, ogromno ga je na Zemlji, ki ni izkopan, tako da zlato ima tudi inflacijo, ampak je precej nadzorovana, ampak lahko pa tudi filozofiramo, da če je neskončno vesolje, je tudi neskončno zlata, v vesolju ali v nekih, kaj že, iz meteorjev ali kako, da bi minali, so imeli že tudi eno idejo o zlatu in take stvari. Ne vemo, koliko je točen pod oceani in vsega, v glavnem, ne vemo, a ne? Ampak je verjetno neskončno, če je neskončno vesolje. Ampak Bitcoina pa ni neskončno, Bitcoina je pa 21 milijonov in to ga je, več ga ne bo, razen če se pač minerji vsi, pač cel sistem odloči, da ga bo nekaj več. Ampak tudi, če se to odločijo, ga bo proporcionalno več, a ne? Spet, za vse isto, ne da ga eni prej dobijo kot drugi ali kakorkoli. Ja, ful je težko, da reči, razložiti to, pač to te mora res zanimati in se pol poglobiš. Ne vem, jaz sem samo enkrat prebral ta Bitcoin white paper, pa to je bilo 2017, tako da se ne spomnim, ampak takrat sem šel res v en tak rabbit hole, pa sem res mesec, dva noro pač bral vse od Bitcoina, od blockchaina in te stvari. In to je toliko enih teh layerjev znanja, ki se lahko poglobiš, pa vse glede minanja in vsega, no pač res je dober in je nekako tak free market, kar mi je všeč. Točno to, ja. Ja, stvar pri Bitcoinu je tudi ta, da izloči tegale middlemana oziroma tegale vmesnika, kar so banke, ne. In tega tudi banke, centralne banke tega nočejo, ne. Ja, sigurno jim ni v interesu, ne. Tako da to, da je pa neka ta negativna propaganda tudi dostikrat o kriptovalutah nasploh strani, ne vem, držav in centralnih bank, je pač precej logična, ne. Tako da po drugi strani pa grejo pa rečejo, to je pa kar dobra tehnologija, pa grejo kopirati, pa delajo digitalne valute, a ne. Tako da toliko slabo ne more biti, če hočejo oni nekaj svojega narediti. Ampak samo s to razliko, da ja, mi ne vidimo, kaj bojo oni, kako pač se to nastajajo, te digitalne valute in ja, iz te prve zadeve, kjer pač iz njihovega v bistvu, preko bančnega računa ali kakorkoli, mi ne vidimo, kako grejo transakcije, ne. Ker recimo pri Bitcoinu se vse lepo vidi. Smo anonimni, kar se tiče imena, ampak imamo nek svoj wallet, denarnico in ko pa vemo številko te denarnice, se pa točno vidi, kam je šla kakšna transakcija, ne. Nismo nič anonimni. In v tem primeru bi se lepo videli državno blagajno, mislim, denarnico centralne banke in bi se točno videli, ne vem, okej, denar je šel tam, toliko ga je šlo tja.
vse bi bilo natančeno, ne, in bi se tudi, ne vem, za vse vojne in vse take stvari se ne bi dalo več prikriti. Bi se točno vedelo, kdo jo financira, od kje, kdaj, zakaj, pač bi imeli veliko nekih odgovorov, ki jih siguran in države in centralne banke noče, da jih imamo, ne, Mm. ali pa uvida v te zadeve. Tako da, ja, dvomim, da bojo pristaši ratali Bitcoina. Ja, tudi jaz dvomim. No, oni nočejo, da bi imeli te informacije, kot tudi nočejo, da bi mi imeli svobodo do nekako lastnega odločanja, tako kar se tiče našega kapitala, denarja in podobno. Ne? Ja, res. Ja, zato tudi je sistem pač uperen proti temu, da ne bi razumeli denarja. Ne? Zato tudi očitno v šolah ne poučujejo toliko o denarju, o ekonomiji. Mislim, poučujejo o ekonomiji, ne? Ampak ne o uni vsakodnevni uporabni ekonomiji, ki bi lahko vsakemu prišla prav. Ne? Ja, drugače, veliko neke teorije in vsega, da pa imaš nek uvid v to, ampak predvsej ta iz učbeniški ali kakorkoli ni tako zelo praktično, pa nikoli ni zdaj res govora. V bistvu, ja, ne dobiš te slike, da je skozi več dolga nastaja in da je to edina možnost, da valute obstajajo, je pač, da se dolg veča in veča in veča v nedogled in da se skozi bolj razvrednoti denar in da se po na eni točki vedno dogovorimo, ok, zdaj pa to naša nova valuta, ker tista enkrat propade, ker pač to res ne gre v nedogled. Ne? Saj se velikokrat vidi, pač, kakšni so to kovanci, pač, ko se začne nekaj to razpada, ne vem. V mesecu se pač krat 10 grejo na te valute, pač, ne vem, banko od 100, 1000, 10 000, na koncu kar, ne vem, milijon, milijarda, ne vem, trilijon, pač noro je, ne, pač pa enkrat, ko ta valuta začne res proti koncu propadati, ne. Pa se pa treba na neko novo osredotočati in to je to, nek nov začetek. In sigurno ni takrat super unmo, ko je varčeval na bančnem računu, ne. Vsekakor ne, ja. Vsekakor ne. Ja, je razlika med, ja, pa tudi tako nasploh, ja, ful je razlika med cenami, pa koliko je dejanska vrednost, ne. Ker mi, ko gledamo zdaj recimo, oba sva tudi traderja ali kakorkoli, ko gledamo grafe, noter ni te inflacije, ne, zajete. In takoj, ko hočeš ugotoviti, koliko je vrednost nečesa, recimo, da ne day tradamo, ampak hočemo, ne vem, na malo daljši rok, neke te swing trade delati, treba ugotoviti, kaj je trenutno pod vrednostjo, ne. To se pa ne ugotovi ponavadi na ceno, ampak na to, da se primerja z neko drugo stvarjo, zato so pa, ne vem, se deli Dow Jones z, ne vem, zlatom, srebrom, ali pa zlato pa srebro, da se vidi, je zdaj srebro podcenjen pod zlatom ali ne. Ker po sami ceni na prvi pogled tega ne moramo vedeti. Ko pa enkrat damo v te indekse oziroma razmerja ena pro drugi stvari, pa hitro vidimo, je zdaj neki pod ceno ali ne. In lahko pol rečemo, ok, zdaj super kupiti srebro, ali pa zdaj super kupiti delnice, ker so pač ful premalo vredne, ne. Ni nujno cena ista vrednosti, ker je pač ta inflacija iz nič, ker mislim iz nič, pač skozi grejo cene gor, ker valuta v bistvu izgublja vrednost, ne, zato, ko vse ostalo ratuje več vredno. Ker ena ura dela je isto vredna, hiša je ena hiša in tako naprej. Tako je, ja. Ja, ponavadi se je najboljše tudi tako orientirati glede na psihološki vidik množice, ne. Ko, na primer, množica govori, ne vem, kriptovalute so za nič, kaj boš s tem, ne, takrat se jih ravno splača kupovati, ne. To pa sigurno, ja. Vedno je problem to, da ko sosedje in vsi pač govorijo, zdaj pa blazno dobro, ne vem, nekaj kupa delnice, ali pa blazno sem zaslužil, ali pa s kriptovalutami je bil najboljši primer, ko so vsi govorili, takrat je čas, da se pač, ja, denar ven jemlje, ne. Takrat je čas za prodajo, ja. Seveda, ko pa slišimo na poročilih, da je recesija in da je prišla, pa reče, ljudje, pač poprečen človek se s tem ukvarja, reče, ja, super, zdaj pa moram jaz ven vzeti denar, ker je recesija, ampak takrat bi mogli začeti kupovati, Točno ker tako, ja. kdorkoli je to spremljal, je ven že pobral denar in
V bistvu je vse padlo, ne vem, za pol ali pa 70%. Ja, zanimivo je predvsem tole, ne, razmišljanje množic, ki sem ga prej omenil. Ko je na primer v trgovini kakšen popust, vsi letijo tam, ne. Ko so pa kriptovalute ali pa zlato ali pa srebro ful poceni, ne, pa ni nobenega, ne, pa si vsak misli, zdaj ne bom kupil, sigurno bo padlo še nižje, bom takrat kupil, ne. Pa potem do te cene večinoma sploh ne pride in potem pač nimajo tega asseta, oziroma kako bi se reklo v Ja, slovenščini. zamudijo. Ja, zamudijo priložnost, ne. Ja, ni ista ta psihološka zadeva, kot ko vidite, ne vem, v izložbi popust minus 70% in je pa v naval po nakupih, tule ni isto, tule je minus 70% in hitro poberemo, kaj še nekaj vreden, ker to bo propadalo, ne. Ja, In za vse delnice in za vse zadeve, ne. Mm, V bistvu gre pa samo ponavadi pretok kapitala, ne. Se pravi, vsi ti foundi pa mnogi trilijoni, ki so v bistvu investirani, recimo, dajmo reči v delnice, ki je pač večji trg, veliko večji, od kriptovalut. Recimo gre samo, da gre iz delnic v obveznice ali pa kaj takega, ne, ker nekako, ko se viša obrestna mera, imajo državne obveznice dobre donose, če je še tako, kakor je zdajle inflacija in vse, taki preko riskantni časi oziroma negotovi, ker ne vemo točno, kaj bo, oziroma se pričakuje recesija, je tako, da je kar naenkrat mamljivih onih, ne vem, 4 ali pa zdaj že skoraj 5% obresti na državni obveznici. In pa ljudje logično začnejo prodajati svoje delnice in jih prestavljajo v te državne obveznice, ki imajo toliko pa toliko donosa, in s tem padajo vrednost delnice, Saj vmes med recesijo padajo tudi delnice podjetij, ki delajo dobro, Zato, ker je, se pravi, cena pa vrednost sta dve različni, zadevi, ki jih ne vidimo na grafih nujno, Ja, zaradi inflacije. tako je. Ok, zdaj sva povedala že kar precej, tako o denarju, o valutah, o inflaciji in to. Zdaj ti nam imaš še nekaj grafov za pokazati, ne? Ja, lahko bi malo temu vse, kar smo predebatirali, še majčkeno v grafih pogledali, da ljudje vidijo, da se čisto ne izmišljujeva, pa da upam, da je delovalo, da sva kaj razložila v redu, pa da zdaj mogoče še malo povzameva. Evo, bom jaz tole delil. Evo, torej recimo, obrestna mera. Ameriška obrestna mera skozi čas, In tukaj vidimo, da je v bistvu, evo, zdaj tule, ko imam miško, je to leta 2008, Se pravi, po tej krizi je bil denar ves čas, če gledamo, zelo poceni. Največ je bil tulele, se pravi, marca 2019 je bila obrestna mera, se pravi, 2,5%, Ampak to je zgodovinsko, ko gledamo, zelo malo, Ko vidimo tulele, to so bili tudi 20%, pa ne vem, 8, pa tako. Skozi je bilo zelo visoko, Tule je bil pa denar res poceni, ker se je vse reševalo s printanjem denarja, nastajali ogromna količina denarja in ta denar je mogel priti v sistem. V sistem je najlažje prišel tako, da so bili krediti poceni, In zdaj pa vidite, kakšen je to v bistvu tudi zdaj skok, ko se je pa kar naenkrat, so se pač centralne banke odločile, oziroma, so mogle malo zaostriti, ker denar je res prehitro izgubljal vrednost, inflacija je rasla in potem se v bistvu edini tak nekako, tako, dva načina sta, kako centralne banke znižujejo inflacijo. En je z zmanjševanjem denarja v obtoku, drug je pa z v bistvu obrestnimi merami. Ker vedno, bolj kot je drag denar, težje si ga izposojati in ga pol ni več toliko v obtoku, Je pa lahko tudi kot zanimivost, tule povem, da nekako, recimo tule, ke v 70. pa 80. letih, ko je tole raslo najbolj, to je znan ta desetletje v bistvu hude inflacije, ko je bilo v bistvu inflacije 10 let skozi več kot 10%, so mogli obrestne mere res visoko dvigati. Ampak vedno, ko so reševali te krize, so pač procenti skoraj prišli do iste višine, kot je inflacija. In zdaj bi mogli pač to iti kar do 10%,
če je bilo lani 10%, bi mogli te interest rate iti do 10%. Da pač omejijo, ampak kar pa je zelo, recimo, dvomam, da trenutno vse te moči korporacij pa tega, da bi pa držav, da bi se dovolili ali centralnim bankam ali kakorkoli pač gospodarstvu toliko zelo uničiti, gospodarstvo, mislim uničiti. Delnice morajo imeti vedno nek donos, in če se v bistvu te državne obveznice in vse to, v bistvu imajo visoke donose, ko se ta interest rate dviguje, bi šlo res veliko iz delnic in bi večino podjetij imeli res ogromne probleme, huda recesija bi bila. Tako da bo zanimivo, kje bo centralna banka, pa države, pa lobiji korporacij, ki se bojo v bistvu srečali pa rekli, okej, zdaj pa počasi treba začeti zniževati obrestno mero. In šele pol nekaj bomo zniževali, bojo takrat najhujši časi, se mi zdi, kar se tiče, ne vem, visoko špekulativnih assetsov, kar so to delnice, kriptovalute in takrat. Tako da, tako bi makroekonomsko izgledal dno verjetno, če bomo šli v tej smeri. Če pa bojo zdaj že počasi začeli zniževati, pa podlegali, pa ne vem, pa se pa mogoče jim rata še za par let prestaviti vse zadeve, ampak enkrat mora biti ta, popreko, boom vsega tega printanja denarja v zadnjih 15 letih, Vedno pridejo neke posledice. Zanimiv graf je pa to, sem rekel, to je pa drug način, v bistvu, kako zniževati inflacijo. Pa tudi prej smo se pogovarjali, da je šlo, recimo med korono, tole 2020, je šlo iz 4,5 trilijona na 9. Zdaj pa se vidi, da se počasi znižuje, da smo na 8,4 trilijona. Je pač balance sheet ameriški. Recimo, tole so že obresti dvoletnih obveznic ameriških, je tudi že kar lep, 4,85%. Ni lih slab donos, bom rekel, za v teh časih, ki so precej riskantni in težko reči, da bojo, neke delnice oziroma indeksi, kot so S&P 500 pa tako naprej, lahko premagali v bistvu te donose. Pa še, kaj sem rekel, tole je 30-letna. Prej sem po moje rekel 3 grafe. Tole bi bilo še fino pogledati. To je pa v bistvu uradno, inflacija letna, ki je šlo v Ameriki do 9,4% največ, pa se zdaj malo znižuje s tem dvigovanjem obrestnih mer. Je pa vidi se pa, da smo še daleč od tega območja, ki ga imam jaz sivo označenega nekako, kjer je cilj centralnih bank tam, ne vem, še celo malo več imam, ampak ja, nek do 2-3%, kjer hočejo verjetno spraviti, preden bi mogli nehati pol šele dvigovati obrestne mere. Do takrat bi jih mogli, ker je to treba znižati. Če jo prehitro nehali, bo verjetno inflacija pol spet podivjala, zelo kmalu. No, Mark, še ta zadnje vprašanje. Če bi imel morda 10,000 evrov ali dolarjev, kako bi jih razporedil, kam bi jih investiral? Ja. Zdaj je res kar zanimivo, najbolj da rečemo obveznice državne. Mislim, jaz malo več špekuliram, tako da je to pa spet odvisno od starosti ljudi pa vsega tega, pa koliko so pripravljeni za riziko. Jaz lahko povem približno, kako imam sam. Jaz imam zdaj tako, polovico imam v bistvu v eni podjetniški obveznici, ki ima fiksno obrestno mero. Tako da imam 5% tam, pol imam pa razdeljeno ostalo na recimo 30% imam še zmeraj v kriptu, ker pač verjamem v kripto na dolg rok. Zdaj res ne vem, če v 5 let v redu ta timeline za to, da ta del
portfelja ne bo delal najboljše, ampak se pravim, res gledam dolgoročno. Tule bi mogoče reči poudaril, da imam 80% res več kot 80% je Bitcoin pa Ethereum. Preden, ker pa je vedno vprašanje od ljudi za te manjše projekte, pa to so mi tudi meni v veselje pa iskati, pa te zadeve, pa ene manjše zadeve, sam vseeno, ne, pač se mi ne zdi primeren, da je večina v tem denarju, ne, Ja, če se tudi- pač res pa je hoditi skupaj. Tudi dolgoročno gledano je vedno boljše tako Bitcoin pa Ethereum, ne, tako kot najbolj sigurna sta, ne. Medtem ko druge te manjše kriptovalute, to lahko iz danes na jutri gre. Ja, mislim, ni nobenega zagotovila, saj smo videli marsikaj, če se pa nismo zdaj in iz tega FTX-a, Lune in podobnih zadev pač naučili, da lahko tudi največji projekti propadajo, ne. Tudi cel Bitcoin je v bistvu še zmeraj v začetkih in v povojih, tako da to so res že, se pravi, že Bitcoin in Ethereum je zelo špekulativen, ne. Že to je. Asset, tako karkoli. Ostalo je pa pol, ja, zlato, srebro, ne vem, tam nekih 5% verjetno zlato, 10 srebro, 5% je pa tako za bolj malo bolj gamblersko usmerjenih, kot s kakšni startupi pa take zadeve. Nekako tako. Pa ti, kako bi si upal omeniti, kako bi zdajle, da bi si upal reči, kako bi pa ti mogoče razporedil svoj portfelj, če bi mogel nekaj vložiti. Jaz sem večinoma spremljam te trge zlato, srebro, kripto v delnicah nisem, ne. Tako da, ja, jaz bi to nekako razporedil. Ful spremljam zdaj, kaj se bo zgodilo s kriptom, ne, ker se čaka zdaj tale padec in strašansko me zanima, kje se bo ta padec zdaj ustavil, ne. In če bomo doživeli ta odboj, kot jaz mislim, da ga bomo, potem jaz mislim, da bom kar precej dal notri v kripto, ne, tam nekje 60 do 70%, ne, drugače 30% imam pa tako zlato in srebro, ne. Tako. Zelo v redu, ja. Mislim, jaz sem drugače tudi to na 5% fiksno obveznico pač prestavil iz kripta, ne. Ker so mi taki časi, da pač nisem toliko prepričan trenutno v kripto, kar je logičen, ker je pač visoko špekulativen. Sigurno bojo dobre točke v prihodnosti tudi še za kupovati. Tudi kakšen dollar cost average sistem je verjetno dobra ideja, ker mislim, ta podboj, podan in vse te stvari, se pravi, moraš biti pač res trader, pa še vedno je težko ujeti, a ne, te zadeve, tako da... Najbolj težko je tako se boriti s svojimi lastnimi občutki, ne, ker to... Seveda. Ker to, ko enkrat pride do neke une meje, se ti začne takoj neka vojna notri v tebi, pa kaj, če se bomo tle ustavili, pa kaj, če se ne bomo, pa če bo odboj, pa če ne bo, ne. Ne, zdaj tako čisto enostavno, ne, če pri Bitcoinu izgubimo tole mejo 20-19 tisoč, ne, potem ne. To, kar sem govoril prej, niti pod razno, ne, ker potem je lahko tudi dosti večja verjetnost, da gremo še niže, ne. Če pa na tej meji doživimo odboj, kar je tudi neka meja, ki smo jo prej prebili, jaz ful tako spremljam vzorce, ne, če si morda kaj videl tako po mojih posnetkih, in to je zdaj zgornja meja padajočega, razširjajočega klina, ki je bikovski vzorec, ne. Zdaj, s tem popravkom lahko pridemo do te meje, do te zgornje meje in jo potrdimo kot podporo in se od nje odbijamo. Če pa prebijamo nazaj, potem bojo pa to slabi časi za Bitcoin in kripto, po mojem, še naprej, ne. Pa gre res, pač mislim, tako gledaš samo vzorec, ali če tudi vse malo makro spremljaš, ne vem, pa ne niti novice, ampak cela klima trenutno
Se mi zdi, da je res tako specifična pa tega. Mislim, vse kripto, lahko pol debatiramo o tem, ali boste, ker trenutno je bil res zadnji let, se mi zdi, da je bila dosti močna, ali pa zadnji let, dajmo reči, da je bila močna korelacija med kriptom pa recimo delnicami, sploh temi tehnološkimi delnicami. Ja, Nasdaq. Nasdaq tudi kar precej spremljam. Ja, in je zelo visoka korelacija. Zelo visoka, ja. Ja. Prej niti ne, ampak zadnjo leto pa ja. In zdaj, če bo pač kripto se vseeno, da bo imel neko to vrednost, kot so prej govorila, omejenosti pa vsega tega, da je Bitcoinov pač 21 milijonov, nikoli jih ne bo več, ima to kar visoko vrednost. Zdaj, kaj bo to cena, je druga stvar, ampak vrednost je visoka, ker je omejen. Ja. In če bojo to med to krizo, ki je lahko tudi kriza v bistvu valut, se v bistvu lahko ugotovi ta prava vrednost in ljudje bežijo s svojim kapitalom v Bitcoin, recimo specifično. In je pač lahko to dela zelo dobro. Če bo pa pač korelacija z tehnološkimi delnicami še naprej, pa bi pa moje mnenje, da bo zelo slaba recesija, tudi za kripto. Da pač lahko vidimo zelo, zelo nizk Bitcoin in te stvari, sam je pa to pol zelo povezan, bi jaz rekel, in z inflacijo, in z interest rate, in z vsem. Se vem, da ti vzorci v bistvu odražajo na grafu, v bistvu ta makrosistem isto, lahko pač temu povežemo, ampak ne vem, bi upal, to je moje vprašanje, v bistvu sledi temu vzorcu, tudi če bi bil nek odboj, pa makro kazal na v bistvu recesijo in vse to, pa da je koreliran kripto z Nasdaqom. To bi jaz... ne bi prestrašal. To bi jaz rajši počakal pol na potrditev tega, ne? Se pravi, bi bil bolj previden pri vstopu, ali pa da se res trend začne že... Ja, vsekakor bi bil bolj previden, tako kot si samo omenil, Bitcoin je zelo špekulativen oziroma je tako izredno volatilen, ne? Pa tudi, mislim, to tudi vem iz izkušenj, tako ko trguješ z altcoini, ne? Je, na primer, bikovski vzorec pri altcoinu ga že prebije in vse, ne? Potem pa Bitcoin kar naenkrat pade, ne? In potem samo vidiš uni altcoin dol, ne? Bitcoin je še vedno. Tako jaz pravim, vedno je treba spremljati Bitcoin dominance, pa se spremljati, a smo mi v tem ciklu, ko gremo lahko v večje špekulacije, se pravi bolj v altcoine ali z altcoinov prelagamo v Bitcoin. To so še te manjše cikli znotraj ciklov. To tudi sem kar v redu, se mi zdi en članek, če bo kdo na financah, finance 101.si pogledal, je pač dosti dobro opisan ti manjši pa večji cikli pač v Bitcoinu, pa kako prelagati med njimi. Ampak zdaj recimo specifično, ko sem tudi prej omenil, da bi imel vsaj 80% v Bitcoinu pa Ethereumu, se mi zdi, da smo v tem času, če bo v recesiji, bosta pač Bitcoin pa Ethereum še toliko bolj dominantna. In bo do altcoinov še toliko manj prijazen čas trenutno. Ker ta Bitcoin dominance je Bitcoin dominance, ne vem, koliko je zdaj 41 ali nekaj takega, kar je relativno recimo nizk. Se pravi, kadar je ta kripto winter pa zadeve, ko se nešto dogaja, gre to precej višji gor. Pa že nekaj časa nismo videli, da se bi to dvigovalo tako nekaj bistveno, par procentov, ja, ampak takrat gre vsaj 10, lahko tudi za 20%. Tako da se to bolj konzervativno. Pa tudi jaz bi bil pač prvi viden pri vseh teh vstopih z večjim, ne vem, ali kapitalom, ali kakorkoli. Zdaj en trade, to je druga stvar. Da pa nekdo vloži noter, bi pa jaz v tej situaciji bil kar zelo previden. Tudi jaz kar čakam, da bo en lep tak trend, da je dosti stabilno, da bi rekel, ok, pa mi vsem čas zamudim, ne vem, vmes nekih 50% odpodna, če merimo. Seveda, smo zdaj v bistvu 50% odpodna, če gledamo na Bitcoin. Točno tako je, Pa mi še zmer ne deluje, da sem prepričan, da zdaj pa je konec ali pa karkoli. Celo v bistvu moje mnenje je, da ni še konec padanja. V bistvu odvisen je, pač seveda, treba je spremljati. Težko je napovedati naprej.
tudi kar sem bil jaz 2 leti, ker sem v bistvu full-time trader, sem bil day trader. Takrat, ja, gledaš, ne vem, support resistance, pa noter, ne vem, jaz sem imel tak sistem, da v bistvu greš z marketom, da nikoli ne poveduješ, to je čisti vrh, to je čisti podan, ampak najdeš, vidiš, ko reagirajo in pa samo slediš temu nekak trendu, vzameš to, kar si pač hotel in zaključaš, s tismo. Ne vem, kot recimo pri surfanju, čakaš en ta prav val in greš, ne ustvarjaš ti valov ali pa nekaj. Ker vem veliko traderjev, da ima pa nek resistance na čarcih narisan in čaka, da do tja pride in je sell, bam, brez česar kola, Kao pomemben resistance in to je to. Ampak ja, to meni nikoli ni šlo, jaz sem raj pač počakal, da je bil pa tam res odboj in pogledal, Saj so ponad vedno, ne vem, če je downtrend, so lower high pa higher lowi, mislim, ne, lower lowi. Lower lowi pa Lower lowi, ja. Pa lower high. Lower high. Ja. Gre dol in je pač, ja, počakaš in pa tam noter pač en ta delček pobereš in zaključaš, Zdaj tradat mi je bilo tudi fino, ja, ker v bistvu si res, ne vem, 4-5 ur pred ekrani pa scalp tradanje, se pravi, jaz sem forex tradal, sem takrat res prisoten, pa lahko odklopiš, pa naslednji dan spet ponoviš, da ni treba biti skozi prisoten, skozi gledati, kaj se dogaja, ker ne vem, to so pa te swing traderji, ki pa čisto druga psihologija, ki jih sicer spoštujem, ampak ja, jaz na ta način ne morem spati, ker se po noč, po moje, zbujam na 3 ure, pa gledam, kaj se dogaja. Ja, tukaj je treba tudi poudariti, da je ogromno enih metod, ne? In tukaj si mora tudi vsak pač najti ono, kar nekomu najbolj ustreza. Ne? Jaz bi rekel, da je toliko metod, kolikor je ljudi. Točno tako, ja. Pa največji del je psihologija, pa sebe poznati in razumeti, kako je pač prije do nekega dolgoročnega uspeha lahko. Ker kratkoročno vse se da povedati, pa naučiti nekoga neko tehniko, pa to, ampak dokler psihološko ne bo usvojen to, kar je treba, bo pač tudi zmagovalno neko tehniko ljudje lahko zgubljajo. Zaradi pohlepa, ega in drugih stvari. Ja. Največji problem, če en trade brez, ne vem, algoritma ali pa česarkoli. Ja, to je kar problem, ja. Ja, nismo mi banke, Ja. Čeprav se zdaj tako veliko oglašuje, kao trade like banks, pa ne vem kaj. Tega sem ogromno videl, ja, ne v kriptu, pač v Forexu. Ampak banke so blizu enega centra, imajo par milisekund zamika, ki lahko reagirajo z, ne vem, internet in vse, neke hude povezave, mi doma, ki pa tradamo, se pa ne moramo s tem tekmovati. Ja, seveda, je tak. Ne vem, marsikakšen algoritem pa kaj to dela. Treba pa zelo povezati. A to prav blizu teh serverjev so, prav tako lokacijsko so blizu postajajo, ko tradajo, ne vem, banke. Da, ja. To sem slišal, ja. Če še manj pade zdaj, kao trade like banks, upam, Lahko se mi pa kdo jav, pa je zdaj v chatu, banke. Ja, ne, zdaj drugače je tako, kot si ti rekel, ne, čisto v easy se je tako naučiti, ne, ampak enkrat, ko se lotiš tako, imaš takoj te psihološke vojne, tudi po par letih je še vedno težko tako se boriti sam s sabo in svojimi občutki, ne. Ja, velikokrat se vidi tako po kakšnem letu, ali pa ne vem, pač, ko se osvoji, pa so neki rezultati, pol se pa enkrat še svojo psiho srečaš, čisto odvisen koliko časa, kdo. In ja, jaz sem imel tudi blazno dobre donose, ampak kaj to naredi ego, pa temu, da misliš, da si nepremagljiv na trgih, ni najboljše. Pa tudi ponavadi ne greš samo enkrat na ta let, da se rabiš samo enkrat naučiti. Točno to je, ja. Tisti, ki se enkrat super, ampak ja, da ponavadi se vsi traderji, ker večkrat v življenju tako resno pečejo z temo, s svojo psiho v bistvu, Ja. Ker pohlepni ali pa preveč čustveno, se gre v trade, kakorkoli. Čustva nekako ne sodijo v trade, Treba imeti sistem in delati po temu sistemu, pobrati to, kar je zamišljen in
To je to. In Točno. dolgoročno gledati. Vizija mora biti vedno ful dolg naprej dolgoročno in konstantno dnevno delati in to je to. Točno tako, ja. Tle je treba pač tudi to omeniti, da ljudje, ki se spoznajo na to, se opečejo, ne. Potem pa grejo še tako, pridejo na trg novinci, ne, ki vidijo, da gre sosedu ful dobro, ker je vložil v Bitcoin, pa takoj zakreditirati, mislim, se zakreditirati, ne, pa dati ta kredit notri, po možnosti še kakšno unole, še kakšen vzvod vzeti, ne. Ja. In potem da notri v Bitcoin in potem dan in noč spremlja to, shit je padlo malo, a čem prodati ali ne prodati. In tako, ne. To je potem en kup enih ljudi, ki imajo skozi prst gor na miški in na sell gumbo, ne. In potem enkrat, ko pride do enega najmanjšega sprožilca, so vsi ti ljudje, ki kar naenkrat samo sell, ne, in potem pride do unih rdečih slapov, ne. Ja, to se pa res, pač na kripto, ki je še tako majhen trg, se to ful vidi, ne. Ja. Jaz bi tako priporočal vsem, da pač ja, če nekdo nekaj investira, naj nikoli ne investira na vzvod, ne. Z vzvodi se načeloma trada, ker imaš pač neko strategijo okrog tega razvito, na kripto zdaj ne znam čisto točno povedati, do koliko se to pač kaj izplača. Ja, ampak na Forexu pa tako mora biti z vzvodom, drugače mislim, ja, tam ne gre drugače, ker so tako majhne te številke in spremembe, pa tudi njih laji ni tako volatilen spet, kakor je pač kripto sveta, ne. Tako da tam mora biti z vzvodi, razen če res dolgotrajni tradi, da so, ne vem, za več tednov ali pa kakorkoli, swing traderji, a ne. Tako kot sem jaz recimo day tradal, to ne gre brez vzvodov, a ne, ker se praktično nič ne premakne v 10-15 minutah. Moji tradi so pa načeloma toliko časa trajali, samo so pač, ja, to je krat 500 vzvod ali pa take zadeve. Samo tam se to da, v kriptu pa s 500 vzvodom, kaj, 2 sekundi, ali imaš ful več, ali pa nič. Ampak ja, pol vse, če se gre na ruleto. Ok, Mark, najlepša ti hvala, da si se nam pridružil. Jaz bom vse linke na tvojo spletno stran, pa tudi na ta tvoj članek, ki je bil tudi povod za ta video, bom dal od spodaj v opis pod tale video, tako da bodo uporabniki z lahkoto našli. Vsekakor priporočam vsem, da spremljajo tvojo spletno stran, ker pišeš zelo dobre članke, jaz si jih res z veseljem preberem. In upam, da se nam boš kmalu spet pridružil, da spet malček podebatirava. Ja, najlepša hvala, pa hvala za povabilo. Tudi jaz upam, da bo pač ljudem v redu, všeč. Pa da, ja, da to pa lahko tudi redno, sem pa kaj, kdaj se dobiva, malo predebatirava in to je to. Super, lepo se imej, pa se vidimo kaj kmalu. Hvala, adijo. Adijo, čau.